Spoštovane škofike in škofici, profesorice in profesorji, dragi starši. Leto se počasi izteka. Kakšno je bilo? Kako ga opisati? Morda s besedami, ki jih v zadnjih tednih s takšnim veseljem poslušamo iz grl več kot 200 dijakov. Čuden čas. Čudni časi. Čudni časi, drage dijakinje in dijaki, so bili tudi pred okroglimi 30 leti, ko so se vaše babice in dedki, morda tudi vaši starši, znašli pred pomembno odločitvijo, ali še naprej živeti v državi, v kateri so se rodili in odraščali, ali pa ravno zaradi čudnih časov v njej raje oditi iz nje in zaživeti samostojno. Čudni časi so bili tudi v sveti deželi pred dobrimi 2000 leti. Judovsko ljudstvo je pod rimsko okupacijo že dolga leta tavalo v temi in sanjalo o obljubljenem rešitelju. In sanje so bile dosanjane. In čudni časi so postali čudežni časi. V naši deželi smo skoraj v popolni enotnosti izrazili odločen da. Da zato, da bo naša dežela postala država. To je bil čudež. In pred 2000 leti, v neki drugi deželi, v deželi smrtne sence, je zasijala luč. Za vsa ljudstva sveta, za vsakega izmed vas je prišel na svet deček, sin Boga, mali Bog, Božič. Prišel ti je povedati, da je upanje, da bo dobro premagalo zlo, samo ljubimo naj se med seboj kot bratje in sestre in bo tako. Zakaj nam ne bi decembrski čas tukaj in zdaj, čas adventnega pričakovanja prinesel novih čudežev, morda takšnih čisto drobnih in neznatnih, a vendarle čudežev. Leto, ki je pred nami, ne bo takšno, kot je bilo leto 2020. Bo manj čudno in morda malo bolj čudežno. Bo boljše. Ob prihajajočem dnevu samostojnosti in enotnosti ter božičnih praznikih voščim vam in vašim domačim blagoslovljene praznike, v novem letu pa novih moči, veselja in zdravja, da bi se uspešno soočali z vsemi izzivi, ki jih bo bodisi v čudnih, bodisi v običajnih časih pred nas postavljalo življenje. Srečno 2021!